kdo smo. Dobro jutro, Franca. Dobro jutro. Se prišla. Komaj. Se tudi ti rabila tableto za podjazek? Ne še. Sem jo doma pozabila. Dobro jutro, ženske. Dobro jutro. Pa spet naj se načnemo vzla. Ja, danes me je pa spet krava brcela. Literček je ostal, literček. A daj no mirno, zmerajte krava brcne, ma najma še čmlajka, daj mirno. Ženske, Bog daj, opuste. Jo, pogled ga, ta velika kmeta, velika kakla. Ta bula tolšča. Kar mir, kaj da nas bomo ne mlajkar prišel, pa bomo videli, koliko vode se nosi. Kar naj pride, največja tolšča ta bula boste videli. Najdražje. Se predsedu, mlajku, se predsedu. A so spet smeti? Vaške zbiralnice mleka. Nostalgija nekega časa, ki se ne more več vrniti. Dolga desetletja so bile vaške zbiralnice mleka več kot prostor za gospodarski odvzem viškov mleka, ki so jih imele posamezne kmetije. Bile so vsakodnevno shajališče kmečkih gospodinj, generator odnosov na vasi, prostor za izmenjavo lokalnih novic in čenč in koristnih izkušenj. Uvodno ponazoritev smo posneli v Hrovači pri Ribnici na Dolenjskem, prav tam, kjer so se nekoč zbirale gospodinje s svojimi kanglicami mleka. Zaigrali so jo člani gledališke improvizacijske skupine Radio Mlajko iz Hrovače, ki že s svojim imenom nakazuje velik družbeni pomen vaških zbiralnic mleka, ki presega gospodarskega. Težko bi rekli, da so bile vaške zbiralnice mleka pravo okno v svet, kamor so pošiljali mleko, skromna linica pa zagotovo. In skozi njo so prihajale povratne informacije iz sveta na podeželje. Prenašali so jih zlasti mlekarji, ki so vozili velike kangle mleka z zbirališč v mlekarne in vračali prazne na zbirališče. Vaške zbiralnice mleka smo poznali povsod v Sloveniji. Nastale so kot logična posledica vse večje ločitve med mesti in vasmi v drugi polovici 19. stoletja. In sočasnega nastajanja slovenskih kmečkih zadrug, ki so skrbele za razvoj kmetijstva ter oskrbovale mesto z mlekom, sirom in drugimi mlečnimi izdelki. Večina vaških zbiralnic je nastala na prelomu stoletja ali v prvih letih 20. stoletja in se pravzaprav ni spreminjala do svojega postopnega usihanja. Še najbolj se je spremenil način transporta velikih mlečnih posod od zbiralnic do mlekarn. Sprva so jih prevažali s konjsko in volovsko vprego, nato s traktorji in tovornjački. Danes je le še redko kje mogoče naleteti na vaške zbiralnice. Kjer so prej relikt nekega časa, kot pa imajo gospodarski pomen. Kmetijstvo se je v minulih 3 ali 4 desetletjih korenito spremenilo. Malih kmetov, ki so redili po eno kravico, 2 ali 3 in oddajali skromne litre viškov mleka v zbiralnicah, pravzaprav ni več. Danes mleko proizvajajo kmetije, ki imajo v povprečju po 22 krav molznic in večje količine mleka oddajajo v velike mlekarske obrate, kajti tudi podeželske mlekarne je ugasnil čas. Ali pa sami mleko predelujejo v mlečne izdelke. Veliko manj je res velikih kmetij s po več 10, tudi prek 100 krav molznic, nekaj največjih kmetov pa redi po okrog 200 krav molznic. Vaške zbiralnice mleka so bile po obliki zelo različne, a povsod so sledile načinu poselitve podeželja. V strnjenih vaseh, kjer so gospodinje naredile le nekaj 10 ali nekaj 100 korakov do zbirališča, je bilo to ponavadi kar pod vaško lipo, označeno s preprosto mizo in klopjo. Drugje so zgradili zasilno kapelco, kot je nekdo rekel, le v krajih, kjer je pihala burja ali so bile poti do zbiralnice daljše, so jih uredili v notranjih prostorih. Obiskali smo več različnih krajev, kjer so bile zbiralnice mleka, pač glede na vrsto poselitve in pokrajino, od Dolenjske do Koroške, Notranjske in Primorske.
V nemški vasi na Blokah, ki je strnjen tip naselja, so mleko zbirali ob cesti pod vasjo, kot je rekla Ana Pakiš, ki je tudi sama nosila kanglice z mlekom na zbirališče. Njen mož Tone Pakiš pa je delal v mlekarni. Mi smo se vse vasi, smo ženske ob 5:30 zjutraj nesle mleko, od 5:30 do 6 je prišel mlekar in smo pod vas nesle mleko, 5, 10, 20 litrov, kolikor ga pač kdo ne mozil. In mlekar je pogledal, prelil, napisal. In to je bilo to. On je vozil, on je pripeljal že iz hribo dol. Vsak mesec enkrat je meril pa maščobo in litre. Včasih je bilo kislo mleko, včasih je bilo premalo. Ja. Ampak v glavnem smo pa spodaj zbirali. Jaz sem pač še morda 10 let sem nosila. Ja. Zakaj je bilo tako malo mleka? Ja, mi smo imeli mogoče eno kravo, ene sam 2, ene 3, več pa ne. Pa za domače potrebe je bilo, pa skuto smo delali doma. Doma smo skuto, smetano smo posnemali in vse tako. Smo tu doma delali, kar je bilo pa višek, smo pa oddali. To je bilo tako. Včasih se je futralo normalno sem se sejnem. Je bilo toliko mleka. Zdaj se pa futra s kamele, raznovrstne te stvari, je pa višek, je razlika. Ko včasih je imela krava mogoče 15 liter, največ 20, zdaj ima 30-40 liter na muzeju. To je bila razlika. Ne? To ne vi ste tudi nosil mleko ali... Ne, nisem delal v mlekarni. Kje je bila mlekarna? Pa tam je vis-a-vis Domina. Tam gostila. Ja. In v tej mlekarni ste zbirali mleko posod z Bloških? Tu so pa vozili skojne in so pobirali po vasih, so zbirali in so vse v novo vas vozili v mlekarno. Že pred vojno? Mlekarna je bila pred vojno, pravi, da je bilo mogoče 35 leta, nekaj tazga 30. Tu so kmetje ustanovili, no pa je bila pa vojska, no pa se je tu pa prekinilo. Potem so pa spet po vojske začeli tu. Ja. Ja, se tiskrat verjetno tudi je bilo silno pomanjkanje, ne, ni bilo mleka. Takrat ni bilo mleka, ne, tudi kar je bilo so doma porabile, ne, ja, itak. Takrat ni bilo nič. Ampak pol naše, kdaj se šel ti v mlekarno 51 leta, verjetno. 52. Jaz sem šel 52 let v mlekarno, sva pa se s tam enim. On se je učil prav za mlekarja tukaj, pred vojsko. No, potem so pa zadruga se ustanovila tukaj in so pol njega, da če se bi tu začelo mlekarna. In smo začeli, on pa jaz vala proti prva 52 leta smo začeli pa ser delati pol tukaj. On je pa majster, že pred vojsko je bil izučen in je bil za šefa in za majstra vse obenem, ne. Kako ste pa prodajali vse te izdelke, ki ste jih... Te izdelke je pa v Ljubljano podjetje, ki so sam na debelo kupovali te izdelke, sire pa gotove stvari. Potem so pa druge pri njih kupovali, ne, ja, te. To ste delali vse še iz surovega mleka, niste... Surovega mleka se je tu delalo. Tiskaj, če ni bilo pasteurizacije? Nič, ne, pre vsake stvari. Tu smo imeli samo sirišče pa mleko in ko so zbrali vse mleko, so imeli velike kotle in so tu zasirali. In pa so velike kolače delali, ne majhne, tu so bile orang, ne, a ne. Te pa so bile manjše, tu je trapist bil. So bile tako okoli 10 kil. Potem se pa tu povečalo, smo imeli 2 kotla, enega za 700 litrov, enega pa za 500. Od 52 leta pa do 59 leta se je tu delalo na testu. Potem se pa eno leto prekinilo, so pa druge kotle dole, pa tu centralno se ne pelala, da se je ogrevalo sistem. A ja, najprej so bili kartine drva, ne, bakreni kotli, ja, kako? Prej bakreni kotli. 2 kotla sta bila za mleko, eno pa za vodu. In je bil spodaj pod temi kotli, je bil voziček, kurišče. In se je prepeljalo, se ne ste stran vrtel in se je pelo, kjer se ga robil. Stalno je bil tam, kjer voda bila, potem se pa prepelo ga na ta kotu, se tega se grupo je pa spet naprej. Kurišče je bilo premično? Kurišče je bilo skuze, ne. Skuz je kurilo. Kjer se ga robil, kjer se ga zapelo. Tam je pa skuz goreli, kjer je bila voda noter. Ja. Ja, seveda, ker je bilo treba nadzorovati temperaturo, ne? Ni smela biti previsoka. Prva temperatura je bila okoli 54, okoli 50, potem se pa predelovalo
je bilo pa okrog 60-65 nekaj tazga. Kako ste nadzorovali kvaliteto mleka, ki so ga v teh zbiralnicah pobrali? Maščobo se je merilo. Včasih smo šli mi, včasih je pa tisti, ki je vozil. Za vsak stranko je imel tak kozarček mečken. In je vzil se za malko, pomešal in je dal kozarček. Enkrat je z ene vasti pobral, enkrat je pa z druge. Tukaj se je pa pregledalo, kakšna maščoba je. Za drugega sem nič gledal, sem za maščobo. Tiskaj, če niste gledali na te bakterije, pa ne vem kaj. Tistega ni bilo, se ni bilo nobene stvari. Nobene stvari druga ni bilo, samo za maščobo se pregledalo, pa serišče se je dalo noter, vse. Kako ste pa skrbeli za čistočo mleka, ker včeraj so mi razlagali, kako so bilo vse od smeti, ne vem česa, vse je bilo. Ja, vse tisti je bilo včasih malo tudi. Ja, je bilo. Se je pa že videlo, ker smo imeli mi na kotle tako cedilo gosto in ki se je vsak zlivalo noter, pa je prišlo marsikaj, kakšna malenkost. V Hrvači recimo, so mi razlagali, kako so tudi dodajali vodo. Ste našli vodo? To je bilo. To je bilo tudi tukaj, ne. Ponavadi, zdaj so bile razno vrste te gospodine, ne. Je bilo, ki je pomozla, pa je ponavadi vsak dan 5 litra pa 10, pa je mečken manjkalo, se je pa zgovorila, pa sem še malo poplahna, da pa not zlila, ne. Tu se je dogajalo v več, pa se je pa enega dobilo, drugega dobilo, tretjega in se je pa tu malo umirilo. Kaj ste pa naredili s tistimi kosti? Ja, neč kaj pa narediti, ne. Vse sorte je bilo in so mešali vodo in ker so imeli zajtrk, ker so prišli žgance vmes, vse sorte je bilo noter, ne. To se je zgodilo pač, ne. Se drugače so je bilo kar, ampak prav to čistoče. Ker so sir delali, povej, zdaj pa ti. Prav pred vojno je bilo sam serišče, pa ena tista siretka, ki so bile noter, tiste bakterije od prejšnjega dneva, da so mladi se glivice pospešile, da je to so delovalo, ne. Ja. Pa smo mi začeli, tu je bilo 2 leti, pa smo začeli pa mentalca delati. Pa so pa še večje kotle dali poznaj, ki so popravljali mlekarno. Smo imeli pa kolače, najmanjši kolač, ta mentalc je bil 50 kg. Največji je bil pa 120 kg, največji, ker je bil kvatro 1200 liter in 10 liter mleka je bilo treba za kilo sira. In je imel kolač 120 kg. Če je šlo kaj narobe, je šlo 120 kg po zlu. Ja, če je prišlo pa, da je, naprimer, ki poleti, ki je bilo vroče, pa je bilo tudi mes kislo mleko in ni bil sir tak, je mogli biti. Se je pa posebej dajalo in se je dalo, so pa tisto topili za zdenko sir. Ja. Se pravi, zdenka sir je v principu bil iz pokvarjenih sirov. No, ker sir je mogel biti tak, lukne pa tak, ki mora biti. To je bilo pa gosto, to je bilo brez tako... Masa. Ja, masa je bila gosta, se je bilo tudi za pojesti, ampak ni to vzgledalo. Ko so tisto pa stopili, so pa unudelali zdenka sir, ne. Mlekarstvo in sirarstvo imata več kot 100-letno tradicijo tudi na Bovškem, Tolminskem in Cerkljanskem. A med njimi so razlike tudi zaradi kraja in načina paše, planinske ali sredogorske. Najbolj so se vaške zbiralnice razmahnile na Cerkljanskem, kjer so zbirali mleko od posameznih kmetij, ponavadi raztrešenih po Sredogorju. Zbiralnice so bile tam, dokoder je bilo mogoče priti s prevoznim sredstvom in mnoge gospodinje so morale kar precej prepešačiti, da so navsezgodaj zjutraj dostavile mleko na zbirališče. Taka vaška zbiralnica je bila na kmetiji Naravan na Cerkljanskem vrhu in sicer pod lipo sredi dvorišča. Kot mlado dekle je pri zbiranju pomagala tudi Judita Demšar, danes znana sirarka z izvrstnim sirom iz surovega mleka. Ja, to je bilo tako, da je kle mimo naše hiše vozil mlekar, ne, vsako jutro je pobiral kle kangle mleka. In pri naši lipi smo imeli eno zbiralno mizo, kjer so ti okoliški kmetje
prinesli vsako jutro svojo kanglico mleka. Od 10 do 20 litrov, tako nekako so nosila, ne. In jaz sem tam pol v vago mogla to uliti, pa zmeriti, koliko je vsak prinesel, pa to zapisati, da pri nas smo imeli evidenco, a ne, da se je vodilo, koliko je vsak prinesel. In potem smo pa zlili v te 40-litrske mlečne kangle. In potem je prišel tovornjak, ki je imel te kangle gor naložene, in šofer, pa še en možakar zraven, ki je pa nakladal te kangle. Dolžna sva povedati, da so na Cerkljanskem vrhu in da tukaj so posamezne kmetije, ne? In koliko so oddaljene kmetije druga od druge? Ja, tako, vsaj 300 metrov, ne, je hitro, ali pa tudi, ja, najdaljša je imela 3 kilometre, spodaj dol. Se pravi, kar v hrib je morala nositi. Ja, je bila starejša ženska, pa na hrbtu je imela tisto kanglico, pa je vsako jutro prinesla. Ampak to niso bile velike količine, ne? Ne. Za nositi na hrbtu je pa kar težko, ja. So prišle vse ob istem času, kako? Ja, zjutraj je bilo, mislim, da ob 5:30 se je to zbiralo, in potem smo že zaslišali tovornjak, ki je prišel, in tiste kangle so ropotale na tovornjaku, ker bil je makadam še, ne, to se spomnim, pa kanali. To so bili cajti, ja. Potem je pa šel naprej čez Belkov vrh v Otalež, ta tovornjak. Zbirajo je povsod tukaj po Cerkljanskem. Ja, iz Cerkna, pa Čeplje, Splanina, pa Kladje, pa Cerkljanski vrh, pa potem Jazne, Otalež. In kje je bila pa mlekarna? Cerknem je bila, takrat se je zbirali za Cerkno. Potem se je pa mlekarna zaprla, se je pa v Kobariško mlekarno začelo voziti. Denar, ki so ga kmečke gospodinje pridobile z mlekom, je bil vse prej kot lahek zaslužek, pa vendar se zdi, da so rade to delale. Zbiralnica mleka ni bila samo zbiralnica za mleko, ampak je bila tudi zbirališče ljudi, ne? Ja, seveda, kle so se tudi novice potem hitro prišle na dan, ne? Vsak je kaj novega povedal. Tako, to je bilo družabno življenje na vasi. Včasih so ljudje, ker ni bilo telefona, so si pa uživo to pripovedovali. Vse, kaj, če pri živini ni bilo kaj narobe, pri ljudeh, vse malo se je pa opravljalo, no. Včasih so bile vesele novice, včasih pa tudi žalostne, ne. Kdo s kom tudi, ne? A ja, to itak, vse. Se pravi, oklici so bili že pred župnikom, ne? Ja. Dobro, a so izmenjevali si tudi vedenje o tem, komu kaj koristi, ali kako? Ja, seveda, vse te stvari so si ljudje povedali, ne. Če je imel kakšne izkušnje, pa je dal to naprej. Jaz pa to tako naredim. Moških pa ni bilo, ne? Ja, tudi seveda, lih tako moški. In potem so moški tudi sodelovali v čeku. Ja, itak, malo so se ljudje nasmejali že na teše zjutraj, ni bilo to nekaj najlepšega, kar je lahko. Ja, danes je pa ta stvar malo drugačna, ne? Traktorji. Ja, traktorji, ja. Ampak včasih so bile te kmetije take, rekli ste 10, kaj tacga do 20 litrov mleka. To pomeni, da niso imeli problemov veliko goveje živine, ne? To so imeli od 1 do 3 krave, ki so jim ovzela, ne? In to so pol prinesli kle v mlekarno. To niso bili kakšni veliki kmetje. Od teh zdaj nobeden več ne oddaja mleka. Ljudem pri nam imamo še kle mleka. Govorim za ta naša zbiralnica. No, sedavno, to sem hotel reči, da stvari so se spremenile, ja. Kdaj se je spremenilo, kdaj se je nehalo, če približno veste? Tam v 70-ih ali pozneje? Klele, malo pred 90 se je po moje to zaključilo, ta vožnja. Pa so pa prišli mlečni bazeni, pa hlajenje, pa se je moglo v ta mlečni bazen voziti na Kladja, ne. Zdaj jaz ne vem z glave, kjerga leta je bilo. No, recimo okrog 90. Ja. Ampak vi ste potem postali večji rejci. Ja, mi smo v opremo vlagali, ne, mi smo potem imeli vrt za molziti, pa smo šli na mlekovod, pa hladilni bazen. Potem se je ta hladna veriga začela takrat, ko smo pa kle pobirali, je bilo pa to pod lipo, pa brez bazena, v mlečno kanglo, pa na tovornjak, in to so pelali v mlekarno in pa so tam to predelovali. Če je pihalo tako kot danes, so bile tudi smeti. Ja, ne vem. Tudi se je zgodilo, ko je bilo poleti vroče, pa je kislo mleko prišlo nazaj, ker je bilo premalo shlajeno, a ne, ti si mogel shladiti doma tam v mrzli vodi, ampak če nisi shladil, so ti pa kislo mleko nazaj pripeljali.
Se pravi, mlekarna je vrnila. Vrnila je kanglo mleka, če je bila že na kisla. In tam so vonjali so to mleko. In če je smrdelo po kislem, so ga zavrnili. Ker niso mogli več sira narediti ven, ne? Na Colu nad Ajdovščino, kjer je doma burja in se vihravo mešata sredozemska topla in hladna celinska klima, bi bilo težko vse leto zbirati mleko pod vaško lipo ali kostanjem. Zato so zbiralnico uredili v četverokotni veži pri Lokvarju, dober kilometer nad vasjo, kamor so mleko nosile gospodinje iz okoliških oddaljenih samotnih kmetij in tudi kmetje z malega polja. Zbiranje mleka, odmerjanje količin in zapisovanje so zaupali Lokvarjevi gospodinji Zorki Koren, pokojni mami naše sogovornice Marije Koren Merljak. Pri nas je bila pravzaprav burja, velikrat je bila burja in so vedno prišle v vežo naše hiše. Za njih so bili zmeri postavljeni stoli tako ob steni in ponavadi, seveda vsaka je na svoj stol sedla. Torej nekje so bile že pripravljene, da ne bojo takoj šle od hiše in potem ta čas, ko so lepo tiste protokole, prelivanje, pojemanje vsega, mirjenje in tehtanje in one so takrat se zasedele. Torej, jaz si tako mislim, da so bile tisto jutro, vsako jutro nekje od 15 do pol ure pri nas. Tako lepo jih je bilo videti v tisti veži in ko so šle, seveda, je bilo prazno. Tista veža je mogla biti lepo pripravljena, čista in ponavadi je naša mama tudi imela tu, recimo se spomnim, eno tako veliko rožo zraven, zato da je bilo tudi lepo. Bilo je zelo, zelo čedno naštimano. V našo zbiralnico so nosile mleko. Nemceva, potem je bila Poličarca, ta je največ vedela takih zdravstvenih oziroma takih naravnih stvari. Pol je bila tudi Krštofova. Te tri so bile točno okoli, to so bile hiše na samem. Malo polje je bilo pa dol v dolini. Zdaj tako, če so imeli možnost, da je eden za vse pobral, je bilo v redu, zato ker tam so ponavadi dali mleko. Krštofova, Šmonova, Matjacova, 3 ali 4 kmetije so imele mleko, zdaj odvisno, kakšna bila tudi breja krava in niso imele, ampak jih je bilo 6 ali pa morda 7 kmetij, ki so res dale mleko. In to je bil za mene en tak zelo, zelo lep trenutek. Zakaj? Ženske, ko so prišle, so zmeri začele pogovarjati se, kaj je kakšna dobrega skuhala, kako si je kakšna kaj pomagala. Če jo je bolelo koleno, so dale liste od zelja, potem če jo je bolel hrbet, je šla v koprive, potem če je bolela glava, so si zavile okrog čela, krompir so si dale. Torej, zjutraj so vedno imele za vsako stvar eno rešitev. Zelo, zelo so bile te ženske povezane z naravo. Ogromno so vedele, tako da sem se jaz zmeri na ene stopnice usedla in samo poslušala. Potem pa zelo, zelo rade so uživale, torej ali so skuhale dobro večerjo, ali so skuhale kosilo, predvsem so pa zelo, zelo rade pekle. Posebno za krofe, to so zelo, zelo komplicirane. Kam bojo šle po jajca, kam bojo šle po moko. Kvas, ni bilo tako enostavno ga dobiti. Tako da v bistvu na podlagi teh pogovorov so si zmeri dvigovale samozavest. To je bila izmenjava in potem je naslednji dan, ali pa recimo čez par dni, če je bil praznik, je vedno povedala, veš, kako mi je tisti štrudel ratal, veš, kako mi je ratala tista potica. S takim žarom so to povedale, kaj se je pri njih zgodilo doma. Vse to, kar sem jaz opazovala pri teh ženskah,
je na mene tako močno vplivalo, da sem jaz vzljubila tisto naravo, ki je bila okoli in sem rekla, čakaj, pa potem mora biti v teh njihovih rastlinah nekaj tudi za zdraviti. In dejansko so me ravno te ženske navduševale, da sem se tudi upisala na medicino. Seveda, potem sem šla na živilsko tehnologijo, ker je pač prišla štipendija, ampak še zmeri sem vedno povezana z naravo in mislim, da vse to, kar delam v svojem življenju, je bil rezultat njihovega opazovanja. V Hrovači, strnjeni ravninski vasi pri Ribnici, je bilo vaško zbiranje mleka razmeroma najlažje med vsem prej omenjenim. Pot do sredine vasi ni bila za nikogar prav posebno dolga in tudi ne naporna. Je mar čudno, če se je potem pogovor med prelivanjem mleka v zbirne posode sukal predvsem okrog družabnega in, nekoliko manj družabnega življenja. Frančka. Pa se videla po noče? Videla sem, vajde, da sem videla. Jaz sem slišala. Pa kdo je to punco prpjalo? Ne vem. Pa kakšen je pa bil, no? Pa ob 4 zjutraj. Pa kakšne lasje imajo zdaj ta mladina? No, ženske, pa kaj vi dajlate po noče? Pa kaj, samo čez okno gledate? Jaz ne morem na kukar sposušetega se nalajtas, no. Tako vrjame. Raj si hedu, ne vem, kaj bomo lajtas, no. Jaz tu celo noč najsem zaradi tega spala, ker jaz najsem še niti ene dnive najsem pokosila. France, kaj ti jamraš? Dobro, ti imaš tiste 2-3 nivce, bi jaz že zdavnaj pokusil. Daj ne bahaj se zdaj spet le. Veš, zakaj pa jaz najsem spala? Vaj, zdaj je bil ribenčka žepanček pri nas v Hrvaču včeraj. Veš, kaj je obljubil? Vse je obljubil. Kanalizacija najnovejša, vodovod, razsvetljava. No, jaz pa teme žepančke prav nič ne verjamem. Veš, kolikrat je že obljubil, veš, kolikrat. Zadnjič sem skoraj pala, ki je tak, ker sem luknjo zagazila. No, daj nehaj. Saj ti je, da te lukne poštimajo prvo, pol pa še kanalizacijo, pa še vse drugo. Najlepša vas smo ne svajte, moramo biti poštimane. Ja, etnološka, turistična, zdaj, ko bo pa še kanalizacija. In ta denar ženske je zrihtal župan. Župan pa zna, je pa sposoben. Ja, pa pol tu je brihten. Kako mora biti ta mama vesela, ko je ta samo tako brihten? Tako face fun. Tako je brihten ko moj Franci. A daj, no, kaj pa tvoj Franci? No, če bi bil brihten, bi bil tudi onkašen župan ali pa kaj ta. No, da ma je brihten, mi skus nekaj pridiga, kaj moram pa kaj ne. Ja, pamet solid. 50 lajt za kiklo držite, bom jaz povedala njen Franci. Jaz grem rajši kar damu, ker vas ne moram več poslušati. Ja, imate prav, jaz grem ženske pa ne 2 deci hlobajnice. Kar pa je ta, mi se bomo pa še kaj umire pomajnile, ne? Pa se urede. Pa se okopala krompir. Veš, da sem ga usula. Do kolajn sem bila v blate lajta. Mene pa tako skrbi, ali mende bo zgnil kaj tuk držano. Daj ne govoreno, jaz sem pač moga pokazati. Še najste šle domov, pa je že domov, luč bo. Ja, no, saj gremo, no, daj mi eno, kaj te kričiš, doma kriče, copata se pa doma. To so bili člani gledališke improvizacijske skupine Radio Mlajko iz Hrovače, Katja Prelesnik, Maruša Prelesnik z Dešar, Gregor Prelesnik in Anja Bauha. In kaj je Radio Mlajko? Radio Mlajko, v bistvu smo mi improvizacijska skupina Radio Mlajko, ki letos obeležujemo 20 let, ampak tu ime Radio Mlajko pa izhaja že, ne vem od kdaj, jaz odkar se spomnim, smo v bistvu Radio Mlajko rekli starim ženičkam, predvsem, no, najdu se je tudi kakšen gospod zraven, ki so vsako jutro na sred vasi prinašali mleko in čakali na mlajkarja, da odpelje to mleko. Bila je zbiralnica. Ja, zbiralnica mleka je bila. In tam so se gospe dobivale in so kramljale med sabo, oziroma so se pogovarjale o vseh novicah, kar se je dogajalo v bistvu na vasi, kaj je bilo aktualno. Lahko bi rekli, da so malo berale. To je bilo tudi stičišče v nekem smislu ljudi. Ja, pa naprimer pogovarjali so se, koliko je kera namozla mleka, potem
koliko je kera nivo kopala, tudi kdo je najpozneje po noč prišel domov iz kakšnega slavja, ne, recimo, pol kjer je kakšno frišno prpelov tudi in tako naprej, no, vse so se pomenile. Pa Janez Šolk-Mitski, ki ne bi smel, ne? Tu vse se je vedlo, no. Si se mogel fajn skrivati, da te niso zjutraj dobile. No. Mogoče je tudi pomembno povedati, da tu nekoč, ko pač ni bilo še interneta, pa tudi radio je bil redkeje prisoten, je bilo tudi zelo pomembno v bistvu stičišče tega, da so se, kot je tudi Gregor poudaril, izmenjali tudi praktične informacije, ne zgolj informacije, bom rekla, rumenega značaja, ampak tudi informacije o tem, kako praktično kmetovati, kdaj je čas za sajenje določenih recimo rastlin, na kakšen način naprimer se znebiš polžev. Skratka, to je bila eno tako stičišče tega enih izmenjav mnenj, izkušenj in tudi pač v bistvu tega, da so se gospe tudi srečevale, ker običajno je bilo včasih v preteklosti tudi, da so bili moški se srečevali recimo ali ob kartanju, ali ob nedeljah, v gostilni ali pa tako, ženičke pa so bile običajno bolj doma in pol takrat je bil tudi nek tak moment družabnega življenja, da so se srečale, da so tudi mogoče kaj pojamrale in tako, ne, je bil tudi nekaj vrste lahko tudi malo terapije in ali pa bom rekla glede zdravstva. Sociološki vidik je bil zelo pomemben. Tako. Predvsem v bistvu je bil zelo pomemben ta sociološki vidik tudi. V nekem smislu je ravno to zbiranje mleka, ne, ki je pripadlo ženskam v glavnem, ne, bilo tisto, ki jim je dalo nekaj več, ne, ki jih je... V bistvu jim je dalo tudi, jaz mislim, da so si med sabo dali veljavo, tako, to jim je dalo med sabo veljavo, ker so si izmenjevali v bistvu mnenja, pa znanje in s tem, ker ena, ki je imela več znanja o tem, se je tudi dobro počutila, da je lahko sosedi pomagala. Včasih so si tudi malo zavidali med sabo, ona je več vedela to, ker je mogoče imela več izkušenj ali pa je šla bolj v svet, ali pa je od drugod prišla. Skratka, polno je teh vidikov, ki je njim dalo eno to polno življenja. Dejansko je bil v nekem smislu vaški radio, ne? Absolutno. Od zdravja do čisto operativnih stvari, ki so bile, ne? V bistvu je bil celodnevni povzetek ali pa celonočni povzetek življenja, ne? Ja, seveda. Vremenska napoved je bila obvezna, sigurno, ne? Kakšno vreme bo. Ali bo zasenu za posušiti, ali ne bo, ne? Ali bo dež, ali bo sonce, ne? Pa so zadele. Včasih včasih ne. Čeprav jaz mislim, da nekoč so ljudje veliko bolj opazovali naravo in veliko bolj z njo živeli in veliko bolj bili del nje in račun tega so jo tudi bolj poznali in tudi bolj znali z njo upravljati. V bistvu, kam mi danes več ne znamo, kljub tehnologijam in jim je verjetno tudi narava bolj prizanašala, ne? Da takrat, ko so predvideli, da je mogoče bo dobro vreme, da je res tudi bilo dobro vreme, ker so bolj poznali in smeri vetra in sonca in vsega, ne, kar je pašalo zraven. Kar ponavadi so včasih tudi rekli, te starejši ljudje, pride iz male gore, tako blag, ne bo tle dežja, ali pa naprimer, zdaj je prišlo pa z velike gore, bo pa sonce ali karkoli. Tako je bilo, Jaz se tudi spomnim, ki je moja stara mama rekla, zdaj če pride od Nove Štifte, pol ne bo pri nas dežja, ne? Če pride pa od Svete Ane, pa bo. Vrnimo se k zgodovinskemu okviru zbiralnic mleka. Omenili smo že, da je bilo mleko za mnoge kmetije sicer skromen, a pomemben dohodek. Ta pa je bil odvisen predvsem od mlečne maščobe. O tem Marija Koren Merljak. Zanimivo je bilo pa tudi to, kako so zmeri vzele resno kontrolo. Bil je verjetno živilski tehnik ali pa nekdo, ki je kontroliral njihovo čistočo in pa je imel vzorce tudi za količino maščobe, zato ker bili so plačani od tega, kakšno mleko so imeli. In on je vedno rekel, pridem določen dan in so seveda prišle vse v vrsti. Bila je taka, bom rekla, nedisciplina, bile so zelo, zelo resne za to.
V bistvu niso bile v skrbeh, da bi kaj delale narobe, ampak želele so, da bi bilo tisto njihovo mleko malo močnejše, torej, da bi imelo malo več maščobe noter. Ker recimo jaz se dobro spomnim, da so točno vedeli, ta krava ima ponavadi več maščobe, ta jo ima pa manj maščobe, pa več mleka. Ampak je bilo tudi zanimivo to, da ta fant vedno je prišel s tistim kamionom, tistim tovornjačkom in čakal lepo, ena, druga, tretja, četrta, tako lepo. Imele so neko zaupanje v tega človeka in ne vem, se mi zdi, da dejansko jim je ta denar, ki so ga zaslužili, so ga zelo, zelo cenile, ker te ženske so daleč nosile, to je 2-3 kilometre, tisto mleko in so s takim strašanskim veseljem so prinesle in potem tudi tisti denar dobile. To je bilo pa od mleka, so vedno rekle, dohodek zanje. Denar od mleka so bržkone povsod po Sloveniji nadzorovale gospodinje in z njim skoraj suvereno upravljale. Toda je mogoče narediti primerjavo vrednosti med ceno mleka nekoč in danes, smo vprašali Toneta Pakiža v nemški vasi na Blokah. Primerjava pa tako. Tukaj so kmetje imeli po 2 krave, pa so se s tistim mlekom, če so oddajali po 20 do 30 litrov mleka, so za gospodinstvo je bilo pokrito. Če bi danes imeli tisto mleko, ki ga eno oddajo po 300 litrov, bi bil kapitalist tiskati. Ja. Toliko je bila razlika. A danes dobijo več? Tiskati, danes min. No, ampak danes je ta, bom rekel, položaj v mlekarstvu oziroma pri pridobivanju mleka po vaseh drugačen. Da smo velike kmete, je tako. Seveda, tiste velike kmetje drugače živijo in drugače putrajo. Vse, a ne. Zdaj je tudi čist nekaj drugega. To sploh ni primerjalno s tistem časom. Vi imate še krave? Ne. Ne, imam sem mlado, sem bike imam. Kaj pa sosedje? Niti eden ne. Ne, za oddajati mleko noben. Ja, ker zdaj tako, tiskrat se je vse na roke mozlo, ne. In zdaj, če imela gospodina, če mu 2-3 krave, je bilo za nekoga, kar zjutraj, če je mleka prišel po zimski čas, ob 6 ure je mu nekaj zgodaj vstati, da je tu pomozla. Za 3 krave, ne, za 3 krave se je tu se v pol ure pomozil. Tu ni bilo problema. Ja, ker ni bilo dolgo, vi ste šli sem do srednje vasi. Ja, sem tamle, ja. No, zdaj se vede, zdaj ima pa te mozne stroje, imajo, če bi še tu na roke mozne njemu, da če ima 15 krav ali pa 20, to je razlika. Kdaj ste prvič slišal za hladno verigo? To ne. Za? Hladno verigo. Kaj to? Kaj to pomeni? To bomo zdaj takoj v hladilnico in fetih, 4 stopinje. Včasih nikoli ni bilo. Ne. Tega nismo. Ma kaki. Smo dali na hladno, ja. Tu se je hladilo v hladno vodo. Da se občas pomozil tiskati, ker je bila vročina. Po zimski časi tak ne. Tiskati je bila ena malo večja posoda, pa mrzla voda noter in so nudali in so malo pomešali in se je umirilo, se je hladilo. Ja. Tako je so tiskati hladili. A vi zaznate razliko med sirom današnjim in takratnim? Ta sirek je bil na Blokah, ker tu je bilo vse futrano s senem. Polke smo mi začeli dobivati iz Marafa, ki je bila zadruga in so tam že iz koruzno silažo futrali. In čim je bila silaža koruza, je se napihovalo preveč. In če napihovalo, je tudi počel noter rado. In če poče, ni pol več tiste kvalitete. Ja. Ste dodajali kalium metabisulfit? Nobene stvari, ki ni bilo še tiskati. Samo pol, mislim, med 65 pa 70 letom so pa prekinili, ker mi smo te prvo spadali pod zadrugo, kmetijska zadruga Nova Vas. Pol je pa tisto, seveda v Ljubljanskem mlekarni so imeli se s tem
so se bavili, so se pa tako zmenili, da je pa Ljubljanska mlekarna to prevzela, da ni več zadruga imela. Omenili smo že, da se je pri vaških zbiralnicah mleka še najbolj spremenil transport mleka. Sprva je prevladovala vprega, je potrdil Tone Pakiš. Tiskrat so vse skojne vozile. Do enega 65-67 leta, ki so prvi traktor prišli. So, ali pa mogoče še poznejše. Mogoče 70 leta, ko so traktor prišli, so pa tukaj so pa s traktor vozili na skojno. Ja. Tako je bila ta. Prej so bili pa ti furmaniki, mlekari, zelo znani, ne? Dajte, pogledajte. Zato je bil Stirkenški ta časopis in je prišel en novinar na sliku s kolegom, ki so tukaj delali v mlekarni lete. Pogledajte. Mladi ste bili. Ja, mladi bil še takrat. Ampak sir je pa skoraj velik, tako kot vidva. No, tu so kolače, od 80 do 120 kg so bili ti kolači. In to so vse dalo prodati, ne? To se vse prodalo. No, če pa veliko se počasi... Import in export je bila. Export in import je bila ta trgovina, ki so kupovali. Je bilo pa, ki včasih se pogovarjajo, to pakirano gor, dole, živila se pa une tretje stvari. Mi smo pa to siro dajali. Tukaj ki smo so centralno imeli, pa ti se kurili na paro, nismo več kurili cekotle. Je pa pripelo z Ljubljane 5 ton premoga s tovornjakom in smo mi tisti premog zmetali tam, ki je bil prostor za to. Pa smo mi pa po tovornjake zmetlo pomeli, počistili, pa spodaj kartone dali, pa 1500 kg pa sirane lužile na tovornjak, pa scerado ga pokril, pa v Ljubljano odpelo. Najprej premog, potem papir. Pa se ni noben zastrupil. Noben, vse je bilo tu čisto. Čist super je bilo. Bio eko, kako li obrnete. Ja. Točno tako. Smo pa enega vrtuzga dali. Ja. Na celka sun smo nalužili, pa cerado pa pokril, pa je v Ljubljano odpelo. Kaj bi bilo, če bi zdaj tu naredil? Kaj bi bilo? Ja. Kdaj je bilo bolj higienično tiskati? Takrat, sigurno bolj. Zdaj ne vem, kaj je. Zdaj je vse drugače. Kot plastiki nič ne veš. No, evo. No, tako je bilo, tu so bile te zgodbe. Ne? Ja. To nekaj ste pa naredili, ko je prišlo kislo mleko, ste vrnili ljudem? Ker recimo na Tolminskem vem, da so kislo mleko vračali. Isti mlekar, ki je pobral mleko, če je bilo kislo, ga je naslednji dan vrnil. Ja, po časom, že poznejše, ki so mlekari, so včasih ima tiste, in če je bilo le preveč kislo, ga je on pustil, tam na stranke pustil. Ja, je že preverjal. Že preverjal, ja. Prej iz kraja, nismo nič vedeli, kako je, ker ne bilo nobenih teh za kislino tu gledati, ne. Ni bilo nobene stvari. Ja, se smo pa nosili tukaj mleko, pa je glih prišel in je bila glih kontrola in je začel, pa je bilo kislo. Ojoj, soseda pravi, nikoli več ga nam prinesla, danes kislo, drugi dan kislo, se je bilo res narodno, ne. Toliko mleka je imela, ona je s tem živela v bistvu družino, ne. In je bil tukaj iz prebilce pisal z Hudega Vrha, on je vozil, po vojnik smo začeli okrog mogoče 51 leta, 52, pa do 65 leta skozi vozil. No, pa so pa te mladih, so prišli pa traktor, pol ven, so začeli pa s traktorji. To je bil ta... Pa s kamiončke, tudi te male kamiončke so imeli, ja. To je bil ta prevoznik, ki so se vse ženske bale, menda, ne? Ja. Zakaj se režite? No. Mlečni furmani so namreč imeli poseben status, vsaj pri ženskah. In vsaj na Blokah je bilo tako. Modernizacija kmetijstva je prinesla drugačne odnose na vasi in tudi spremenila način prireje in zbiranja mleka. Vaške zbiralnice mleka, kamor so vsako jutro romale kmečke ženice s skromno, a dragoceno kanglico mleka, so samo še žlahtni spomin.
Ponekod na Koroškem jih še poznajo kot prostor, kamor večji kmetje pripeljejo svoje mleko, a niso več stičišče vaškega življenja, pravi Lovro Miller iz Šentanela. Kmetiji pripeljejo na tisto določeno točko. Mlekarnica se reče ali kakorkoli, a ne. In kaj je tam? Ja, tam je prostor, kjer odložijo v posodah mleko. Drugače po vseh je bila zbiralnica. Vsaki vasi je bila neka zbiralnica. Ja, se je, tudi pri nas je, rečemo, tam iz naše vasi, ko so kmetije okrog, je spoda na enem skupnemu prostoru, kjer se te poti združijo, je en prostor, a ne, vsak ima ključ do tistega prostora in tam vsak zjutraj zgodaj že pripelje, odloži svoje mleko. Ni tako, da se zbirajo, vsak pride individualno. Jaz mislim, da po moje, ker sem jaz zdaj videl, tam, ker se pač večkrat pele mimo, marsikjer pripelje svoje manjše cisternice ali kakorkoli, kante, ja. Tako da, ja, po moje je še tak sistem. So še ti manjši prostori spoda, kjer lahko odložijo, a ne. Tudi na Cerkljanskem je danes podobno kot drugod po Sloveniji. V prizadevanji za večjo dodano vrednost svojemu mleku se mnogi kmetje z večjo prirejo mleka odločajo za izdelavo sirov, poudarja sirarka Judita Demšar z Cerkljanskega Vrha. Na Idrijsko-Cerkljanskem je nekako 6 recimo sirarjev registriranih, so pa pol še manjši, ki niso registrirani vaški sirarji. Tole je zdaj kar nekako ena taka panoga, ki je v razvoju, v razcvetu. Tu ni nobene silaže? Ja, mi smo imeli pred leti silažo, potem smo pa zaradi sirarstva to opustili, ker je sir boljši, če ni silaže. In 14 let smo na senenem mleku. To je mleko, ki mi travo pokosimo, jo posušimo in krmimo pol po zima. Tu ni nič balivnih v folija zavitih ali pa siloza. Krmimo suho, pa dodajamo samo žita. Hladno verigo imate? Ja, seveda, zdaj je hladilni bazen in tu shladi mleko na 4 stopinje in to je osnova zdaj. Se pravi, v moderni časih so pripeljali do tega, da kdor ima kravico ali 2, ne pomeni nič več in kupuje mleko. Ja, po eni strani je prav škoda, ker so se te mali kmetje izgubila, ker se tudi pokrajina se mi zdi bolj zarašča. Pa veliko praznih kmetij je okrog nas. To je pa zdajšen trend, da se kmetije večajo. Se pravi, imate še toliko večjo nalogo ohranjene kulturne dediščine, ne? Ja, seveda, moramo tukaj biti pa obdelovati, če ne bo do nas gozdovi zarasli, se pa divjad bo nas zasenčila. Da, dediščina in spomin. Vaške zbiralnice mleka so bile desetletja odraz svojega časa in odnosov na podeželju. Danes ti živijo le še v pripovedi in v nastopih gledališke skupine Radio Mlajko. France, kako sem te jaz hvaležna, ker se ti Mijane Pijalov, ne Brajzek, Marije, pomagaj, kakšna sreča je tu zame. Pa naj sem Santiago Pijalov, sem še Mico in Johano, Vsaj, ko se nas Pijalov, France, jaz te bom do groba, te bom hvaležna, da se nam to željo izpolnil, Zdaj bencimbe dali rajši, kot da se me tle zahvaljujete, ne? Daj, France, sem celo pot isto flašo vode v rok držala. 3-krat je stojenka skoraj zakuhala, smo dolivali, Daj, tak velik kmet, se tukaj imaš denarja, pa se ne moreš enega drugega avtomobila privoščiti, da zmeraj še imaš, pozamedimo tam pri Marije, pomagaj. Joj, jaz moram pa iti, sem potico djala peč, veš kaj, se me bo zažgala, adijo, se vidam. Adijo, je talaj praznik, da ne cerkvene, ne, praznik. Jaz tudi grem ženske, fajn bodite, pa dajle, pejte kaj domov, adijo. Danes ne bo treba dajla, zdaj povaj, da ne praznike se ne dajla. Mida. So bobence spet v kup se zbrali, nas raj do hrovače prkrev soli. Doma pa so se izgovorile, Jezus, je mlajka zmanjkalo. Tudi
srce rad zmeram zdravem pride, da me kakšna čjenča ne uide. Je fino, če včasih se te glavne, saj doma franceco pa da je. Pa en čez drugega žlo mudrajo, besajdo tudi mice dajo. Ta glavna pa je Pavla, ta vse vide pa vse vaj. Radio Mlajko, Radio Mlajko, Radio Mlajko, denar boljše radio. To je bila oddaja Kdo smo o vaških zbiralnicah mleka na Slovenskem. V njej so sodelovali člani gledališke improvizacijske skupine Radio Mlajko iz Hrovače, Katja Prelesnik, Maruša Prelesnik Zdežar, Gregor Prelesnik, Anja Bovha in Nina Demšar. Z dovoljenjem ustvarjalcev smo objavili tudi pesem Radio Mlajku, za katero je besedilo in aranžma napisal Žiga Bižal. Drugi sogovorniki so bili Ana in Tone Pakeži iz nemške vasi na Blokah, Judita Demšar z kmetije Naravan z Cerkljanskega Vrha, Marija Koren-Merljak, rojena pri Lokvarju na Colu, in Lauro Miller iz Šentanela na Koroškem. Oddajo sva povezovala Dejan Kaloper in Maja Mol, posnel Jernej Boc, avtor oddaje je Ivan Merljak. Oddajo pa lahko spet poslušate prek spletnih strani Radio Televizije. Radio Mlajko.